Pa neko specialko od mami sem si sposodil, tako da, ko vidim tiste slike, sem bil sam jaz, ki bi bil na poganjavčku. Tu je vsak vedel, ne, kaj sem jaz naredil, ne. Pustil službo, šel v Maribor. V šprintu pa v olimpiku, če pa ti nisi plavalec, boš pa težko dosegel, no. Čakaj malo, prejšnji teden sem 30 ur treninga naredil, danes pa do WC-ja pa v hribe ne mogel več normalno, ali kaj ne. Jaz sem delal, ne vem, po 160, 180 na teden, ne. Pa imel 8 ur šihta pa mrtve mišice, pa prijem pa na ta vlečenje, tukaj je bilo pa konec, ne, tukaj. Dobrodošli, spoštovani, drage dame, dragi gospodje, 191. epizoda podcasta Zagret za tek je tole, 191 je lepa številka, to je recimo število sklec, ki jih naredi Domen Dornik, recimo, če jih hoče tako malo za šalo, odkimava, ne hecam se, ne. On je človek, ki je sposoben narediti veliko ponovitev, boste videli zakaj. Kaj boste danes vedeli, kaj je to Hyrox? Zakaj je Domen najmočnejši ali pa najbolj široko pleč med tekači, in najhitrejši Slovenec definitivno med Hyrox tekmovalci, pa še mnogo zanimivega. Najprej pa lep pozdrav v Maribor, Domen Dornik, živjo. Zdravo, lep pozdrav vsem skupaj in pa hvala za povabilo v podcast. Domen, kar nekaj časa si bil na seznamu, potem pa vidim že jeseni enkrat ali novembra, kdaj eno fotko na Instagramu, pa sem rekel, dobro sem prebral, pa nisem vedel, kaj berem, pa sem rekel, to mi bo pa enkrat Domen sam razložil, tako da ne bom te vprašal, če si danes že tekel, ampak bom rekel, kolikrat si vrgel tisto medicinko gor v strop ali v steno, ali kako, kam se to že meče. Pa dobro, predvidevaš, zjutraj sem laufal, popoldne sem pa res medicinko metal, ne, Mislim, to je kar trening, poseben trening, a ne, ali lahko pač s tistim treningom, ki ga že prej imel, pač to treniraš, ali kako? Sigurno se poznajo vsa leta športa, ki sem prej treniral, se poznal zdaj v Hyrox, kakorkoli imam že, kaj te vem, od maga, sem pač športnik. 6 let sem bil star, ko sem začel s plavanjem v Trbovljah, tako da ja, takrat sem bil pol kar 10-11 let plavalec. Pol je bila malo v Trbovljah kriza, jaz sem začel v Ljubljano hoditi v zdravstveno šolo. V Trbovljah so zaprli bazen v cementarni, ki je bil takrat, in smo začeli pol plavati v Hrastniku, tam je bil za silo tisti bazen, no. Niti ni bil dolg 25 metrov, vroča voda je bila, ker je bilo itak za rekreacijo to odprt, in mi smo imeli termin pol po tistem, ko se je bazen zaprl za ostale, tako da, ne vem, prišel sem domov 10 ali še kasneje, se mi zdi. Ob 5 zjutraj sem mogel vstajati, iti na vlak v šolo, ko sem se vozil. Tako da eno leto sem zdržal, pol pa ni šlo več, sem rekel, tole ne bo šlo. Takrat sem pol šel k nogometu, to je bila takrat taka, poleg plavanja še en tak šport, ki me je vedno veselil, tudi moj oči je bil v tistih časih profesionalni, lahko rečem tudi, no, nogometaš, tako da malo od njega tudi. Ampak se veste, ne, gre plavalec k nogometu, ne, pol leta pa so šle križne vezi. Pol pa ja, rehabilitacija, 1 leto, takrat je bilo malo takega športnega premora, no. Malo sem se tudi zabaval pa to zunaj. Končno. Sem se malo prostil, ampak sem hitro, no, začutil, da ni to, no. Pol sem začel v fitnes hoditi, ke je bilo itak popularno, ne, da bomo močni pa to, ne, mali. Pa mi je tudi tam po kakem letu pa pol, sem rekel, tole je pa dosti, tam sedeti pa tiste kable nategovati pa ono vsak dan. Pol sem pa začel, ja,
takrat počasi, tudi ta družba v Trbolah, so fanti že se ukvarjali malo s triatlonom in pa sem tudi jaz dobil tisto veselje, pa sem rekel, ajde, letos grem na tale, kaj je bil takrat za vsakogar, ali pa sem šel prvo v neki, Na Bled, neko, a kako, kam? na Bled, meni se zdi, da na Bledu, ja. Pa sem rekel, drugo leto sem šel Olimpika, po Ironman pa Ironman, ne, pač klasično do Ironmana je treba iti, ne. Ampak se je malo drugače začelo odvijati, no. Takrat sem šel pol za vsakogar, ke vidim tiste slike, tiste tudi bilo, jaz sem takrat s fitnesa bil na mojo višino 76, se spomnim, sem imel takrat 85, 86 kil, pa neko specialko od mami sem si sposodil, tako da, ke vidim tiste slike, sem bil sam jaz, ke bi bil na poganjalčku, tako da, ja. Zelo ploven ali celo neploven začet. Neploven si bil, si bil plavalec. Ja, plavalec, ja, se to je bila kar prednost pol za naprej tudi, no. Ampak takrat sem imel jaz službo, jaz sem v Trbovljah, takrat po šoli sem se pol zaposlil, sem dobil službo na reševalni, v zdravstvenem domu. Sicer sem bil bolj na nenujnih prevozih, ampak ja, imel sem pač redno zaposlitev in mi je bil triatlon ta sprostitev zraven. S kolegi smo se družili skupaj, trenirali. Po pa drugo leto, ko sem šel na Olimpika, je bil pa v Velenju takrat, ja. In jaz sem pa štel je za državno prvenstvo. Takrat sem bil na koncu 5. In takrat se je malo to začelo. So govorili, to pa moraš bolj resno probati, pa ono, pa sem rekel, pa ne bom, kaj bom s tem triatlonom. Pa še takrat se spomnim na tekmi, pol kasneje mi je tudi moj trener razlagal, ke je bil že trener enem drugem tekmovalcu, mu je skozi govoril med tekmo, pusti tega, ta bo crknil. Na sekirici, ampak nisem, ne. Pa je bilo pa tako, da takrat je naša triatlonska zveza začela organizirati te, kot so rekli, dan talentov, se pravi, je bil, kako smo že imeli, 400 plavanja pa 3 kilometre teka, in pol so se časi plavanja pa teka sešteli, in če si dobil določeno število točk, si bil sprejet kao v reprezentanco. 150, koliko je bilo takrat meja, nekaj takega. Ja, nekaj to, ja. In takrat so me pol tudi te moji kolegi, ajde, Domč, to moraš probati, pa ono, boš prišel v reprezentanco, sem rekel, daj ne se hecati, ne. Pa so me tudi prepričali, da takrat sem rekel, ajde, pa se izgubiti pa nimam kaj, ne. Pa sem se res prijavil in je bilo to v Celju in po tem testiranju sem bil jaz, ne vem, koliko, zelo malo, ne vem, 5-6 točk mi je spalilo takrat. Ampak ni bilo nekega odziva od zveze. Je bil pa takrat tam kot organizator Sandi Ivančič, ki je bil tudi kasneje pač moj trener, menedžer, vse skupaj. In me je pol sam kontaktiral, pa je rekel, če sem dobil, če so me kaj pisali z zveze, sem rekel, da ne. Pa mi je rekel, da ne ve, zakaj. Je rekel, če želim, da mi pomaga, pa probam na naslednjem dnevu talentov, da vidim, če mi pač uspe, ker sem tako blizu. Pa sem rekel, zakaj pa ne, ne. No, takrat sva pol začela sodelovati s Sandijem, in sem že čez manj kot pol leta na naslednjem tem sem dosegel te točke, ampak tudi pol po tistem ni bilo nič drugačno, okej. Je bil pa res Sandi tak, ke je verjel, pa je rekel, glej, če želiš, pač ti še naprej pomagam, bomo trenirali, pa bomo videli, kaj bo vse skupaj prineslo. Ampak, če te lahko samo vmes vprašam, tako lepo razlagaš, ja, to svojo zgodbo, ampak koliko, recimo, kandidatov je pa naredilo te točke? Si predstavljam, da je bilo tako visoko postavljena tista meja, da ni ravno vsak prišel skozi, ker če ne bi imeli v Sloveniji že, ne vem,
20-30 reprezentantov je bilo, koliko vas je, ne vem, na posameznem dnevu talentov sploh naredili normo, če temu tako rečem. Ja, takrat se spomnim, da sem bil samo jaz, pa ena punca Jana Koradi. Ker to je, ta tabela točkovanja to pač je bilo neka mednarodna, to si niso naši in so bili te časi postavljeni glede na svetovno konkurenco, zato je tudi toliko malih pač sploh članskih dosegli to, ne. Tako da ja, zato ni bilo kaj več, ker ja, če si bil ful dober plavalec, si lahko tam dobil res veliko točk, ampak pol, če nisi dober tekel, spet nisi bil tu noter, ne. In eni so bili izraziti tekači, eni plavalci, noben pa ni najboljši oboje skupaj sestavil, ne. Tako da ja. Si ti že prej kdaj dobro tekel, recimo si imel kakšne dobre tekaške, bom rekel, rezultate tudi brez treninga, si videl, da mogoče imaš nekaj na tem področju? Ne, jaz sem bil res mislim, jaz že kot mali, jaz sem iz Trbovlj in živeli smo malo ven z mesta, smo imeli hišo, se pravi nekaj na 600-700 metrov pač hribovec, sredi hoste, skoraj ena hiša je bila še zraven, tako kot mali, hvala Bogu, sem ta generacija, ker tudi ni še bilo računalnikov, jaz sem dobil prvi računalnik, se mi zdi, ne vem, konec osnovne. Tako da jaz sem bil večinoma prostega časa smo bili zunaj, ali na biciklu, ali tekali po gozdu, ne vem. In tu se je vse poznalo, se mi zdi, nisem pa nikoli prav treniral, da bi imel nek strukturiran trening ali karkoli, sploh pa ne teka. Ker ko sem jaz začel s Sandijem, takrat sem jaz prvič sploh videl, kako izgleda atletski trening, pa to. Prej pa kar smo se s kolegi zmenili, ali pa če sem šel sam laufat, samo to je ono, greš pa kakor noge dajo, ne. Do bruhanja, pa to je to. Ja. Tako da ja, prav začel trenirati sem res s Sandijem, no. Pred tem dnevom talentov sem pa jaz pač sam po občutku, pa kaj smo s kolegi delali, pa res se ne spomnim, da bi sploh, bolj so bile te, pa še takrat sem jaz še zelo veliko fitness hodil, no, tako da sem vse skupaj delal, malo sem šel plavat, pač tam s oni bivšimi plavalci, ki sem bil prej zraven, pa kar se mi je zdelo, pa ono, brez enega plana, pa nekaj. Pa se je pa začeli, ja, potem No, dnevu talentov. tako, to me zdaj zanima, pa si pa prišel po taktirko resnega trenerja in pol pa 2 treninga na dan, ali kako se začne, no, se pretiravam mogoče, ampak daj mi ti opiši, kako mladi, nadbudni, talentirani triatlonec zaide v resne vode treniranja. Mislim, tu imam res srečo, no. Mislim, srečo. Hvala Bogu me je res opazil Sandi, ke je imel nekaj znanja, tudi na sebi se je dosti naučil prej in je našel način, ko je mene ustrezal, pa tudi marsikomu drugemu, no. In ja, nisem začel z 2 treninga na dan, ne vem. Bilo je, ne vem, 5-6 treningov na teden, ogromno sva delala, pol jaz sem bil itak na teku brez tehnike, kamen, ne, ono. Tako da je bilo, ful je delal na tem, mislim, sva delala na tehniki, na gibljivosti. Na začetku je bilo res največ tega, pa zelo malo teh intervalov, pa kaj takega, no. Res sva dobro naredila, kakor se je dalo, ker takrat sem bil že 21 let star. Itak starejši si težje dela te stvari. Ampak ja, res sva prvo leto, 2 kar drilala to, no, da sem dobil to vsaj neko mehkobo malo, pa da sem to tehniko osvojil. Pa se pa postopoma vsako leto itak dodaja količina in teka, plavanja, tako da ja. Tako, ni to kar čez noč si več, ampak kako to recimo pri triatloncu tvojega kova, potem je to izgledalo, ne vem, prvo leto treniramo za Olimpik, potem naslednje leto mogoče gremo stopničko više, ali kako, ali... Mislim, ne, jaz sem itak tekmoval
od začetka, ko sem začel sanjati, pa to so bili tak ciljne tekme, šprinti pa olimpiki. Mhm. Kar se je na teku, smo na začetku res dala poudarek na tej tehniki, da sem naredil to bazo, da se tudi telo adaptira, mišice, da ni tako uno nabijanje kilometrine pa vsega. Jaz ne vem, se prav spomnim, jaz sem prvo sezono ali pa dve, jaz sem imel tedensko kilometrino, ne vem, cirka 30 kilometrov pač na teku, ne, kar je res malo, če Kako zdaj pa so, pogledaš. kako pa so izgledali, recimo, omenjaš tehniko? No, to me zdaj zanima, pa ne samo mene, najbrž še koga, ki je približno tako lesen, kot jaz, a ne, pa zdaj seveda prester, a ne, starega pač kona, ne moreš učiti novih trikov. Mogoče kakšen mladec posluša, pa bi se v to podal. Kaj je bilo pač bistveno, da si ti, bom rekel, tekom, ne vem, prvega leta, dveh let na tehniki pač napredoval, kakšen izkušen tekač bo rekel, vsak pa pač svojo tehniko, bistveno veliko se ne da narediti, ampak ti si dokazal, da se da marsikaj narediti tudi na tehniki. Daj mi malo povej, moče v grobem, kako je to izgledalo. Ja, midva sva takrat ogromno delala teh vaj, atletske abecede, Mhm. vaje na stopnicah, se pravi te poskoki razni, pol s kakimi, ne vem, ovirce, ta lojterca. Ampak to je bil, nekaj sem delal sam, v začetku je bil pa ful Sandi prisoten, ker ti sebe itak ne vidiš, ne, in je Mhm. Mhm. tudi, ko me Sandi gleda, meni se je zdelo, da jaz delam to kot oni iz knjige, ne, ampak pol, ko me je pa enkrat posnel, ne, bi se pa zjokal, ne, ker sem videl, kako to dejansko izgleda. Ja, tako da tega je bilo največ, no. Pa tudi pol, ko začneš malo te krajše intervale, ko sem delal, pa to je bil pač prisoten na stadionu in te sproti popravlja, opozarja. Zato, zato je fajn imeti tudi trenerja, no, da je nekdo s tabo, da te, da te ima pod nadzorom, ker ti sam sebe težko vidiš in oceniš, ali delaš prav ali ne, sploh pa malenkosti. Mm. Pa tudi pol, ko se začnejo te težji treningi, Mhm. itak težje ti je, takrat ti začne tehnika padati, ne, in takrat nucaš enega, da ti reče, alo, tole moraš popraviti, ne. Tako da, ja. Ja, zanimivo je biti triatlonski trener. Je bil Sandi tudi tekmovalec, predtem je bil uspešen v triatlonu? Ja, bil je tudi sam, je bil tekmovalec, dokaj uspešen, za kakršne pogoje so takrat imeli predtem, pa kakšno je bilo pač stanje triatlona pri nas. Je pač tista generacija, ki so se učili, ne, in to, kar je videl na sebi, je pač prenašal na mene, tiste napake ni delal. Tako da, ja, jaz sem res vesel, da sem ga spoznal, no, in da smo vse skupaj tako zapeljali, pa da je tako uspel, kakor je. Kako si v začetku, no, čeprav vem, si se zaradi športa preselil iz Trbovlja v Maribor, pa vendarle potem tudi, ko si začel triatlon, še vedno, čeprav razumem, delal, usklajeval, rekel, delo, treninge in tako naprej. Kako ti je to vse uspevalo? Ja, jaz sem prvo leto, ko sem začel resno takrat trenirati, sem imel še službo pač kot reševalec v Trbovljah. Pol je prišel pa do tako daleč, da niti nisem imel toliko dopusta, da bi lahko šel na priprave ali pa pol čez sezono na tekme. Mhm. In mi je takrat Sandi, se spomnim, bili smo na pripravah na Kanarskih, sem dal še dopust, 14 dni, pa pridemo domov, bi mogel iti pa že čez en teden ali dva v Zadar na priprave s mariborsko skupino. In takrat smo se s Sandijem usedla in mi je pač iskreno povedal, je rekel, glej, če želiš biti pač profesionalno, pa če hočemo iti loviti olimpijske, je rekel, ne bom lagal, ali treniraš full time, ker če imaš 8-urno službo, pač žal ne gre, ne, mislim, ne zna se toliko treninga pa delati, sploh pa ne tako službo, ne. Tako da je bilo ono, ali bom pustil pa začel res triatlon, ali bom pa pač rekreacijo naprej
rekreativno za sebe, za svoj veselo delo, pa imel službo, ne. In to se spomnim, takrat je isto leto je bila tudi glih tista kriza, ko je bilo, da si imel službo, je bilo že res jaz itak, ka sem bil takrat star, ja, tistih 21, službo za nedoločen čas v zdravstvenem domu, kaj češ božga, ne. Čista zmaga, to se ne spusti Ja, z rok. Ampak, in nam so pa takrat pol v Mariboru, mi je Jože pa njegova pač kolegi so mi ponudili sobo v študentskem domu, če bi prišel. Ponudili so mi tudi, mi je službo za 4 ure ali pa kolikor sem imel pač časa ob treningih v enem lokalu. Tako da sem vsaj nekaj imel, ne, in so rekli, da če se odločim, me to v Mariboru čaka, da moja pa odločitev, ne, in pol jaz, kaj zdaj narediti, ne, itak sem si vedno želel biti vrhunski športnik, pa to, in to je bila res taka prilika mi takrat, da mogel sem se pa z danes na jutri odločiti, a grem jaz v Maribor pa začnem trenirati ali je to, ne, in pol kako dati kaj v službi in drug dan jaz nič ne odpoved, bom dal kaj čem, ne. In drug dan se spomnim, prvo sem hotel še nekaj, javna uprava ima, da nekaj zamrzneš ali kaj, da te za 1 leto pa to, ampak s tem se niso strinjali, pa sem pa jaz rekel: "Nič, pa sporazumno odpoved, ne." In takrat se spomnim, to je bil kar šok, ne. In za starše tudi v Trbovljah, se mi zdi, to je vsak vedel, ne, kaj sem jaz naredil, ne. Pustil službo, šel v Maribor. kaj je naredil ta mal, Bog pomagaj, Samo ampak, to, ke si mali, ne vem, ke si že nekaj želiš, prav, ne razmišljaš, to, jaz sem si to res želel in sploh ne vem, pa mi noben ni garantiral, da bom karkoli, v enem letu bi se lahko s triatlonom zaključilo, pa bi bil brez vsega, ne, spet šel bi domov jokat pa doma. iskat pač novo službo, Ja, recimo, ampak ja, pol sem jaz to naredil, drug dan spakiral, šel v Maribor in takrat se je začelo, ja, dobil sem to sobo v študentskem domu, neka pol leta sem še pol res delal, za ta polovični delovni čas. In je počasi ni bilo lahko, ne, mislim, itak greš z meseca v mesec pa, ampak sem treniral, rezultati so bili boljši in se je začelo odvijati vse skupaj, ja, mislim. Do danes mi enkrat ni bilo žal, da sem tako naredil. Ja, bral sem članek z leta 2014, kjer je Domen Dornik zbiral denar za olimpijske igre, a ne, 23-letnik zbira za olimpijske igre za Ja, Tokio, pazi to, a ne, to mi je bilo sploh fascinantno. Človek je gledal, ne vem, 6 let naprej, imel je ta fokus, mislim, že to me je presenetilo, a ne, kako lahko nek mladec pač tako daleč planira, pa da je odločen, da gre na olimpijske. Mislim, meni se lepo sliši iti na olimpijske, ampak pol spremljaš vse te zgodbe, za vsakih 1000, ki jih pogori, mogoče eden tja pride in tako naprej in tako nazaj, ampak ti si imel to v glavi, da si sposoben se prebiti, recimo skozi vsa ta sita, biti tako dober, da se z najboljšimi na svetu pomeriš na največji tekmi na svetu. Mislim, prvo itak te fante gledaš po YouTubu, po televiziji, se ti zdi to nekaj neverjetnega. Ampak ja, jaz sem takrat verjel, da nam lahko to uspe, Sandi je verjel, tudi Sandi je naredil od tistega leta, ko sem se jaz odločil, do Tokia, je imel on splanirano vse. In tekme in koliko moram vsako leto napredovati. Mislim, to, kaj je on delal, to mi je res čudo, jaz ne vem. In pri računu finančno, koliko bomo za vsako naslednjo sezono nucali, če hočem na te pa te tekme in da dobim, ker bom nucal toliko pa toliko točk, da sem na tem pa tem mestu. Ko začutiš to, da enem res zaupaš, da je tisto pravo delo, da se dela resno, sem tudi jaz toliko bolj verjel v sebe in vsak trening hotel narediti čim boljše . Je pa res, da sem imel tudi podporo svojih bližnjih, domačih, vedno 100%, mislim, in v slabih in v dobrih trenutkih.
in to na koncu največ šteje. In ja, zato sem tudi verjel in smo šli vsako sezono po sezono, itak so vzponi, padci. Imeli smo svojo ekipo, ne veš, kaj te čaka. Učili smo se in jaz in Sanji in vsi, ne, tudi pač tako, ko je stanje v zvezi, jaz sem večinoma, skoraj vse tekme sem jaz sam potoval, ne, in to je kar tudi en tak stres pa energijo ti vzame. Ampak nikoli nisem obupal, ja, vedno sem, do zadnjega sem verjel, da smo to sposobni in na koncu smo bili tudi blizu, no, bom rekel. No, preden ostale po tvoje uspehe povedati, daj mi povej, kako blizu olimpijskemu mestu si prišel, kako blizu tej pač vozovnici za Tokio si bil? Težko rečem, ker takrat, ko je bila še tista zadnje leto, ko bi lahko še zbral tiste točke, ko so mi manjkale. Če bi šla res odlično, tisti del bi bil pač za las noter, ne. Ali pa ne. Takrat se je korona začela, je pa začelo se odpadati. Jaz sem zbolel takrat, ko sem mogel zaključiti, pa tudi zaradi tega. Tako da, vse so neka predvidevanja. Vem pa, da sem bilo bi zelo težko, ampak so še bile možnosti, da bi, ne. Ampak če, ne. Praviš, potem si nehal tudi zaradi bolezni in tako naprej, za sabo si imel kar, bom rekel, razgibano pot, veliko uspehov, manjkala je mogoče ta češnja na torti, vendarle, kako si se počutil pri tem? Dal si, bom rekel, desetletje triatlonu, ampak zdaj ga moraš zapustiti kot tekmovalec. Nikoli nisem bil najbolj vesel teh rezultatov, ki sem jih imel. Vedno sem mislil, lahko bi bilo še malo boljše, ne. Vedno si želiš ono več, ampak ko pogledam pa danes za nazaj ono, ko sem pač ven iz tega, ko se vse skupaj malo umirilo, pa lahko rečem, da sem ekstra ponosen na vse skupaj, ker vidim, da to, kar se mi je takrat zdelo malo mogoče samoumevno, pa vidim, da je bilo kar veliko, no. Vseeno sem prvi Slovenec moški, ki sem dosegel točke na svetovnem pokalu, ko sem se resno boril za olimpijske igre, ne. Bil sem dvakrat na svetovnem prvenstvu, tekmoval VTS serijo. Danes vidim, da so to, kakorkoli so veliki uspehi in ne vem, kateremu fantu iz Slovenije bo to spet uspelo, ampak upam, da mu bo, no, imamo nekaj perspektivnih, tako da upam, da me presežejo čim prej. Kako pa je, recimo, če že govorijo o uspehih, svetovni pokal si bil, ne vem, 16. pa na evropskem 27. celinskem pokalu si bil na stopničkah, 3-krat državni prvak, najmanj, če sem si prav tole najdel, tale podatek, pa večkrat tudi triatlonec leta. Kaj šteješ, recimo, med svoje top 3 dosežke, na kjer si najbolj ponosen? Sigurno je 27. mesto na evropskem, tam se lahko pohvalim, da sem Blumenfelda premagal. Ni važno, kak dan je imel, ampak premagal sem ga, ne. Malo jih je. Pa že ta uvrstitev na dvakrat na svetovno prvenstvo Gold Coast in Lozano, pol je bilo 31. mesto na VTS seriji. Tu so mi tako uspehi, ke ne vem, 30. mesto mi veliko več pomeni na VTS seriji, kot pa državni prvak, no. Ker vem, koliko, pa danes vidim, koliko težje je biti tam 30. pa. Ne da kogarkoli podcenjujem, ampak svetovna konkurenca, sploh v olimpijskih športih, je res huda. Ko enkrat to tekmuješ, si težko predstavljaš. Mislim, že ko tekmuješ svetovni pokal, pa ko greš VTS serijo tekmovat, je kar razlika, no. Kaj je dober rezultat v Olimpik razdalji in kaj je tvoj najboljši, recimo? Časovno? Tako, ja. Tukaj je težko primerjati te rezultate, ker vseeno se proge razlikujejo, ne. Več krogov je na kolesu, več ovinkov, bolj je razgibana.
Tako da ne vem, teh dejansko res zdaj z glave niti enega časovno, ne vem, koliko sem kako tekmo šel. Tam mi je bolj štel vedno sama uvrstitev, pa zaostanki pred najboljšimi. No. Ker ne vem, te časovno gledati je malo tako. Tudi niso čisto vse, zdaj v nulo odmirjene proge, je kako odstopanje. Tam je dovoljeno, za razliko od tekaških, recimo. Ne? Ja, pa tudi spet je odvisno, kako se sama tekma odvija. Ne. Ali bežiš na kolesu, ali se lovi, ali je pač ena velika grupa, pa se tam jajčkajo, pa se pol na tek čaka. Vsaka tekma je drugačna, res, in to dela šport zanimivo. Ja. Potem si gledal triatlon na olimpijskih v Tokiu, sicer zamaknjen za 1 leto, pa vendarle. Sem, ja. Ampak je bilo kar tako malo, je bilo vse prazno, pa to malo tako. Pa se ne sam triatlon, vse športe je bilo malo žalostno gledati. Pa ni bilo tistega pravega olimpijskega duha, se mi zdi. Res Tudi je. športniki, ki sem govoril, tisti, ki so bili, ni bil tak doživetje, kot na ostalih. Da bi se resno povrgel, recimo, v dolgi triatlon, v Ironman, to nisi razmišljal? Ja, jaz sem imel željo, mislim. Jaz sem vedel, da za Tokio, pa mogoče bi pol še za naslednje probo iti v kvalifikacije. Sem pa pol vedno razmišljal o tem, da bom še resno tekmoval po Ironmanu in pa Ironmanu. Ampak nisem prišel do tega. Ok, praviš, nimaš nobenih obžalovanj, lepa kariera je za tabo, izjemni dosežki, marsikje si bil prvi Slovenc, ne vem, kako pa na triatlonski zvezi, recimo, se tvoje dosežke, gledali so te oni kdaj, bom rekel, morda podprli s čim, ali pa te motivirali, ali pa te poklicali pol, ko si zaključil, ali pa kaj takega. Ful velika podpora res ni bilo nikoli čutiti. No. Tisto, kar je bilo obvezno, pa tisto je bilo, ampak se mi zdi, da smo vedno s to ekipo, ki sem imel okrog sebe, s Sandijem, pa s temi sponzorji, ki so verjeli v mene, da je bilo vedno tu več podpore pa vsega, no, ker nažalost pač kakršno je bilo stanje v zvezi takrat. Ne očitam nobenem nič, delal sem itak to zaradi sebe, tako da jaz sem res, danes, ko pogledam zdaj nazaj, sem res ponosen na vse skupaj in mi ni žal, da je bilo tako, kot je bilo. Kje je potem nastala ideja o Domen Dornik ali pa Dodo Pro Racing Team, oziroma tisto, kar vem, da si potem ustvarjal, na spletni strani sem videl, da imaš sestavljeno ekipo s fizioterapeutom, pa doktorco, pa trenerjem in tako naprej. To je resna stvar. Ja, takrat, ko sem začel, mislim, Dodo je itak zaradi tega, ker sem v osnovni šoli, so me pač te klicali, ne. To bo zavedno pač Dodo, ne. Ekipo pa ja, pol vidiš, da ko si enkrat v vrhunskem športu, če ni podpore vsega, od zdravnice do nutricionista, fizioterapevtov, pač ne gre, ne. Ker toliko, ko je treninga, če te stvari niso poštimane, se bo zalomilo, ne. In tudi sam sem imel 2017 neke zdravstvene težave, ker v zvezi se itak ni vodilo toliko tega, ni bilo teh pregledov in takrat se je meni 2017 se mi je porušila pač čisto krvna slika in takrat je bil tisti alarm, da itak je tisto leto je šlo mimo, mislim, sezona je bila itak katastrofa. Ampak smo videli, da če ne bo podpore zdravnikov in vsega, da ne moreš tekmovati na takem nivoju, pa take napore imeti vsak dan, ne. Tako da mi smo se tudi iz leta v leto učili, ne, in s tem tudi nastaja pol ekipa pa vse skupaj. No, prej si že omenil, da pač ja, nečesa je treba živeti, kot česa pa pač živi profesionalni triatlonec, profesionalna ekipa triatloncev navsezadnje, od sponzorjev, od
bogatih nagrad, ki jih zasluži kot malo se hecam, jaz vem, da tle ni milijonov zadnji, več od tega, ampak vseeno, daj mi malo piš, koliko je, najbrž je veliko dela s tem, da spraviš skupaj tudi finance vsakič znova. Ja, na začetku je tako težko, ne. Zdaj, da greš ti do sponzorjev, pa sploh prvo leto, pa mu rečeš, jaz bom šel pa čez 6 let na olimpijske, ne, ti lahko reče, super, ne. Kar pojď, lepo se maj. Ja. Ja. Ampak ja, ne vem, takrat smo posneli, smo s tistim videom, pa s tistim smo zbrali nekaj denarja. Nekaj lokalnih sponzorjev je bilo, ko so pač verjeli v mene že takrat. In za začetek je bilo, da smo speljali tisto prvo sezono. Ni bilo zdaj, da bi si glih na stran delal pa neki kopiček denar, ampak delal sem, le sem treniral, šel na priprave na tiste tekme, ki smo jih imeli v planu. Pa so tudi rezultati, pa je vsako leto malo lažje dobiti sponzorje. Tako da je vsaka sezona nekako šla. Pa sem pa zadnje 2 leti sem imel pa tudi pol sem dobil status in sem se zaposlil v Slovenski vojski. Tisti je pa pol res eno olajšanje, ne. Ker tisti denar, ko sem ga dobil od sponzorja, sem lahko dejansko koristil za priprave, potovanja, tekme. Veš pa, da imaš tam zdaj normalno življenje, pač dobiš tisto plačo in imaš krito zdravstvo pa te osnovne stvari, ne. In na koncu to res največ šteje, no, in je hvala Bogu, da imamo poštimani, da si vrhunski športniki lahko zaposlijo pa imajo neki prihodek, no. Prav. Ja, to je res. Čeprav je tudi konkurenca za ta mesta v policiji in Slovenski vojski, bom rekel, kar velika, ja, moraš biti zelo dober, da prideš zraven, tako v državno službo. Triatlon, katera disciplina je bila tebi, bom rekel, najbolj naporna za trenirati, tako rečem, kot nekdanji plavalec, pa potem vzdržljivec? Mislim, bil sem plavalec, to je bila, če ne bi bil plavalec, tako ne bi mogel sploh. Prosti te prekinjam, ampak me zmeraj zanimalo, ne, poznam, bom rekel, in kolesarje, ki so že v ta šport, tudi kakšnega sem pa tja tekača, zelo malo, bom rekel, nekdanjih, ali pač se motim, plavalcev, ker vsi pravijo, saj plavanje je res tako, posebej na Ironmanu, no, na koncu tako majhen del, a ne, če ne znaš dobro zajahati kolesa, pa na koncu na pol tudi šprintati maratona, pol ti nobeno plavanje ne pomaga. Zdaj mi pa ti povej iz tega svojega vidika, pač Olimpik, skrajši razdalj. Včasih je bilo res tako, ja, da si lahko sploh pa na teh Ironmanih, pa to, če si bil dober kolesar, je bil plavanje zelo nepomembno. Ampak v šprintu pa v Olimpiku, če pa ti nisi plavalec, boš pa težko kaj dosegel, no. Ne boš nikoli tam zmagal tekme, ampak lahko jo pač izgubiš. In tudi jaz sem bil plavalec, pa je bila to moja paradna disciplina v triatlonu. Ampak iskreno, mene je bilo vsako tekmo najbolj strah plavanja, ne. Ker tam, če si padel v gužvo, če nisi splavil s prvo skupino ali pa vsaj blizu, je težko pol narediti kaj v tekmi, ker ko se tam na kolesu odpeljejo, si lahko ti, ne vem, kak Kipčoge, pa na teku noč nič naredil, ne, mislim. Ker je pač tako, na Ironmanu tudi ni za veter, tudi za veter je in tudi tukaj je bila vedno, boljši plavalci so vedno na plavanju terjali, ker so se hoteli znebiti pač dobrih tekačev, ne, ker ponavadi tisti, ko je bil res dober izrazit tekač, je slabo plaval. In noben plavalec si ni želel priti na tek s tem tekačem. In pri nas, ja, ni bilo, v ostalih nacijah je bilo pa tako, da so že dosti let prej razvijali triatlonce iz plavalcev, ne. To so bili vsi plavalci, pa parkrat na teden so imeli te tekaške treninge, glih toliko, da so se jim te mišice navajale, da so bili navajeni teka, da pol, ko so prišli do določene starosti, ko so začeli resno trenirati tek pa dvigovati količino, da ni bilo poškodb pa problemov, ne. Pač to je bil ta razvoj, ja, ker ga pri nas še ni bilo, ne, in ja. No, tako, bravo, ja. Ker pri nas še ni bilo, zdaj prihaja tudi na ta način. Zdaj mi povej si, med svojo triatlonsko kariero tudi kdaj, že zaradi treninga ali pa zaradi tekmovalnega
naboja, šel na kakšno tekaško prireditev, pa se pomeril s tekači? Nekaj sem šel, sam ne veliko, je bila tak sezona, pa jaz sem imel, ne vem, pa sem imel od 14 do 17 tekem triatlona, Mhm. potoval po celem svetu in enostavno ni energije pa časa še za neke tekaške tekme. Pa ni. Enkrat v začetku, takrat vem, da sem se, ko sem se prvič testiral na stadionu 10 km, sem tudi puharja klical, da mi je prišel tempo držati. Pa šel sem na te za dvakrat ali trikrat sem laufal 5 km, enkrat v Novem mestu, pa v Celju, se mi zdi, na državnem. Ja. To sem pa šel, ker sem bil tudi vedno član Kladivarja, poleg tega, da sem tekmoval triatlon. To sem šel ja, kot nek test vmesno. In ko si prišel kot triatlonec med te prave atlete, so te oni tako posmehljivo gledali, pa je, ti pa boš, ja, če nas že brcaš v vodi, a ne, tle bomo pa mi ne brcali tebe, ampak ni bilo zmer tako, ali kako, daj mi malo povej kakšno izkušnjo iz steze, Pa ko še, si bil še. pa še vedno sem bil čez rama za 2 atleta. Pa še. Pa iskreno, te tekme so mi bile vedno katastrofa, bom rekel. No. Nikoli nisem razumel, ker na obe, ki sem šel, tu so začeli, da ne vem, so sposobni vsi za 13:0 tisto petko odleteti. Pa jih pa vidiš, so pa ven odstopali, pa ne vem kaj. Jaz pa tudi se nisem, itak sem bil vedno tak, da sem mal že sam prehit začel. Na tekmah sem bil, da sem hotel tekmovati in enostavno sem šel skoraj z njimi. Ne. Tudi jaz sem ga plačal, pa na koncu. Tako da nikoli ni bilo nekih idealnih rezultatov, takrat ja. Zanimive izkušnje, ja. No, ampak potem si rekel, kopalke obesil na kavelj, kolo pospravil kevder, a ne, med korono. Ampak tekel si pa še kar, oziroma tek ti je pa ostajal še kot neki. Zakaj si se potem, bom rekel, tudi v sezonah malo po koroni, recimo, malo več pojavljal na tekaških prireditvah? Mislim, jaz sem triatlon zaključil zaradi tega, ker ne smem več kolesariti. Jaz sem takrat, ko se je začela korona, sem prišel s priprav in en dan me je nekaj čudno v nogo stekalo. In se je stvar poslabšala, tako da so pol ugotovili, da imam vensko trombozo po celi levi nogi. Jaz sem takrat mislil, glede tudi, da sem na zdravstveno hodil, pa kar sem se spomnil iz šole, to je bil res šok, ne, ker takrat če bi se kje utrgal pa šlo v srce, mene bi tako, ne, vrgli tam na treningu, pa je gotovo, ne, ampak hvala Bogu tega ni bilo. Tudi, ko so mi postavili diagnozo, malo sem bil šokiran, ne toliko, ker družina se mi zdi, ko sem bil ok, saj smo v bolnici, me bo izrihtali. Pa tukaj sem bil v treningu v triatlonu, takrat itak je bila še tista zadnja sezona pred olimpijskim, ne vem, z glavo si še vedno kar nekako tam, se mi zdi. Tam, ko sem ležal, sem mislil, ok, saj tu sem, tu bojo spucali 14 dni, en mesec, pa gremo gas naprej. Pa en teden, pa stvar ni neki boljša, pa so me premestili z Maribora takrat v klinični, pa so rekli, mi tega tudi ne znamo rešiti. Sem bil, no, ok, kaj zdaj to, ne. Pridem v kliničen, so mi pol to nekako ven sčistili, pa mi začnejo govoriti, da bom šel, ne vem, da bo ok, pač, da bom jedel pač te tablete za redčenje krvi, kaj jih jem, ampak ne, da bom šel peš v hribe, da mi zna noga zatekati, da bom imel kompresijski štum doživljenjsko, čakaj malo, prejšnji teden sem 30 ur treninga naredil, danes pa do WC-ja pa v hribe ne mogel več normalno, ali kaj, ne. Ampak itak ti povejo najslabši možni scenarij ponovadi v bolnici, ne, da si pač pripravljen, pa hvala Bogu tako ni bilo. Ni mi bilo tudi jasno, zakaj tako mlad tak športnik, da se mi to pojavilo. In pol, ko so mi to pač spucali, pa ko se je stvar umirila, sem imel magnetno resonanco in tam so pol našli vzrok, da imam neko prirojeno napako, ker imam v dimljah
se mi arterija pa vena križajo in imam utesnjeno veno. In pa, ko sem pač bil velik na kolesu, je bila dejansko skoraj zaprta in zaradi tega se je pač pojavil. In potem so mi rekli, da mi pač odsvetujejo kolesarske ni problem, če grem jaz s kolesom, ne vem, po mestu na kavo ali pa v trgovino, ampak da sem pa 2-3 ure na kolesu, je pa lahko spet ista težava. Ne. In takrat sem mogel jaz pač, ja, skoraj čez noč zaključiti. Ne. Nisem bil niti pripravljen, niti si nisem želel, ampak na koncu se en zdravje postavil še na prvo mesto. Pol pa, ko sem začel ja, spet nazaj migati, sem videl, da se stanje z nogo pač ne slabša, da je ok. Še zmeraj sem imel željo po treningu in tako sem pol počasi prišel nazaj. Itak sem vedno, že v triatlonu sem rad treniral tek, luštno mi je bilo laufati in pa sem kar hitro padel noter, ja, zato sem se pol začel tudi pojavljati več v teku in pa na tekmah. Pojavljati je zelo milo rečeno, a ne. Mislim, če to pomeni, da se pojaviš, pa pač, a ne, gladko prideš pač na podium, a ne, med vse tiste astenične atlete. Tam sem videl eno fotko, zelo dobro, luštna mi bila, no. Mislim, da sta bila Blaž Orešnik pa še en Suhec ob tebi, a ne. Ja, pa recimo, da nista bila najbolj suha tekača na svetu, ampak ti pa korpulenten, a ne, si jih tam gnal, a ne. Zelo hecno je bilo, a ne. A to z Radovljice na 10, kaj je bilo? Mislim, da je bilo to, ja. Mislim, da je bilo Ja. to, a ne. Mislim, malo netipičen tekač, ampak vendarle, a ne. Fasciniralo me je, da si bil tako, bom rekel, neverjetno hiter, a ne. In da si pobiral, bom rekel, lovorike, medalje državnih in tako naprej. Mislim, norišenca, no. Mislim, pa to zelo hitro, sezona 22 je pa sploh, se mi zdi nora za tebe. Ja, takrat ja, potem, ko sem prišel z bolnice, itak nekaj pol leta nisem sploh kaj smel veliko migati, ampak sem dosti hodil, ne vem, v hribe, pol pa sem začel postopoma laufati, in na koncu me je še Sandi spet rekel, pa daj na en akvatlon moraš še iti, ne, kao malo za zaključek, ne, ker akvatlon tek pa plavanje, tu sem še lahko. Tako da sem se pol takrat res začel malo za ta akvatlon pripravljati. Mi je spet Sandi malo za plavanje pa tek pisal, glih tudi, da sem imel nek program. In ja, plavanje mi, pol, ko sem tisti akvatlon naredil, ne vem, vse je lep šport pa super, ampak mene prše čez glavo, ne. Še danes nisem šel v bazen, no, da bi šel plavati. Že na morju mora biti res ekstra vroče mi, da jaz grem v vodo. Tek mi je pa bil ja, sem se navdušil, pa sem šel malo prvo, sem spet začel malo sam si neki program pisati, šel sem na 2 traila, pa sem bil, to mi ni všeč. Pa sem pa malo stadion spet, pa cesto in sem spet Sandija prosil, da mi malo pomaga preplaviti. Tako da mi je pol on začel in pol sem šel tisto naslednjo sezono, sem šel pa meni se zdi, je bila glih ta Radovljica ena spet taka prva resna tekma. In ko sem videl tam po tisti tekem, da sem si osebnega laufal, tisto mi je bilo pa sploh, ne, tisto je bila pa pika na i. Zdaj pa jaz laufal, ne, in takrat sem res začel pol še malo bolj resno vse skupaj spet. Pa tudi bilo mi je, tek je časovno ti ful malo vzame, mislim, se vzame, ampak če gledam s triatlonom, je res nič, ne, in obuješ copate, stop čez vrata, pa si na treningu, ne. Ja, Ne pa rabiš čez eno uro si bazen, pentiš, pa si ja, v enem tednu naredil 7 ur treninga in si fit, kot To je, Kristus, ja. tako, a ne, ja. Pa si še jamramo, pa ne gremo mi. Mislim, ti si imel 30 ur treninga prej, no zdaj si pa prišel na kaj, na 10 ur treninga, pa si rekel, noro, jaz bi še več treniral, če bi lahko, ali kako. Daj mi malo razloži, kako si pa treniral sezono 2022, ko si bil, bom rekel, eden
izmed najboljših tekačev tam zunaj v Sloveniji? Ja, tisto sezono takrat sem se pa tudi sem dobil še naprej službo, sem se redno zaposlil v vojski kot zdravstveni tehnik, pač sem bil v zdravstveni četi. In sem treniral v službi enkrat na dan. Ne, in, Sanjam smo delala plan, mi je pač pomagal malo, da sem imel nekaj strukturirano. Tako da sem takrat laufal enkrat na dan, recimo. Pa itak sem videl, da mi gre in tak, ke sem si želel še več. Pa sem malo Sandiju rekel, do kam bi lahko prišel, ne. In je bila, ne vem, 10 mi je bila recimo, da bi čez takrat smo rekli, neka 3 leta, da bi tam nekdo 30 mogoče spravil. Pa sem rekel, zakaj ne bi probal, itak uživam, fajn mi je trenirati. Tako da ja, takrat sem začel, ampak pol je pa tudi Sandi rekel, sam če boš tako hotel, ne, bo treba kdaj 2-krat na dan lavfati, ne. Sem rekel, ni problema, ne. Pol pa tisto sezono mi je pomagal, pa vedno sem imel jaz tudi željo, da se malo več naučiti pa trenirati, je rekel, naprej pa pač sam dej, ne, saj najbolj se boš na sebi naučil, ne, pa kaj. Tako da sem malo za nazaj trening gledal, malo sem se sam začel učiti in pol sem si sam začel pisati, plan pa to, no. Malo sem gledal, kako drugi trenirajo. Samo tako, ke sem, ne, ni meje. Pol sem itak začel laufati noro, ne. Ne vem, jaz sem tisto zadnjo sezono lani, jaz sem delal, ne vem, po 160, 180 na teden, ne. Pa imel 8 ur šihta pa To so že mislim, maratonski treningi. ja, res. Pa nikoli mi ni bil problem, ne vem, jaz sem vstajal ob 5 zjutraj, sem šel laufat pred šihtom, po službi še enkrat. Samo itak ne gre, ne, itak sem jih dobil okoli 6 nazaj, ne. Malo poškodbe. Ampak ja, takrat sem res kar urnik treniral, no. Itak pridejo s tem pol tudi rezultati, ampak služba spet ne gre, ne moreš biti sem si rekel, boljše, da bi s Sandijem delal, da imaš vsaj enega, ke te nazaj malo zaštopa, ker sam se ne znam. Mislim, ja, noro, kaj lahko, kaj, v kateri šport bi te mogli dati, da ne bi tako hitro napredoval, pa ne bi bil obseden z njim. Jaz res ne vem, mogoče je lokostrelstvo, pa še to bi, po mojem, a ne, bil hiter. V šah? V redu, evo, šah trenira 2-krat na dan po 3 ure pa pol, tako. To bi bilo nekaj, mogoče da te umirim, ampak res, noro, jaz sem gledal pač te tvoje skore, pa bil si, ne vem, v krosu si bil menda samo za botulinom, se mi zdi, ali to državno prvenstvo, ja, na stezi si bil samo za Krevsom, v Ljubljani si v teku 10, 31-10, za kar bi, bom rekel, večina dobrih atletov, ki jih poznam, ubijala, recimo, ali pa dala najmanj ledvico za to. 1,8 na polovički, kar, bom rekel, ne uspe ta trenutek veliko Slovencov. Mislim, to so rezultati. To so kar rezultati. No, mislim, ne bom rekel za atleta na svetovni ravni, za slovenske razmere, pa kar visoki, no. No, se to je, ja. Za Slovenijo je to res lep rezultat, ampak svetovno gledano pa je še zmeraj prav rekreacija, ne. Mislim, to, kaj danes vidim, kaj laufajo po svetu, tudi rekreativci, je res noro, ne. Glih zdaj sem, ne vem, videl, kaj je en Šved, ali kaj se mi zdi, ne vem, ke je bil 33, je začel laufati, pa je prejšnji teden 10 odletel 28, 57, ali kaj mislim. Ja. V Sloveniji se pa že 10 let trudimo, pa noben pod 30 ne pokne, mislim. Mislim, se bo potreben bo zdaj. Komaj da, ja, mislim, vsem spoštovanjem Mitja, pa Primož se
približala 29 minutam, ampak ja, daleč je še državni rekord, če smo že pri tem. Uh, Ja. Star je, koliko je star, 40 let, tako 40 let je star državni rekord No, se zdi, da je to nekje. na desetki, na petki bo 50. Tako da, lej, noro, kako. Ampak, ja, jaz sem pa takrat gledal, na katerih olimpijskih sta bila brata, pomagaj mi, triatlonca, ki sta tekla. Brownlee? Brownlee, tako, Alistair pa, kako je bil že, pozabil sem imena. V glavnem, 29 minut imamo za desetko, ni nekaj tasga imel. Ne. Pa Ne. se je, zdaj pa Aleksi, ki je tudi diamantno ligo, drugače laufo desetko, ki je tudi triatlonc. On je pa, ne vem, a je šel 28 ali se ne, še malo hitreje nekaj. Z njim Ja. sem tudi tekmoval enkrat v, ne vem, kje, s Cagliarija se ga spomnim, ja. To je tudi tako, da ne vem, če bi burja zapihala, bi šel. Ampak Mislim, tam, kjer gre, ne. noro, mislim, ko vidiš to v triatlonu, pa je to prejš v slovenski tek, z vsem spoštovanjem do vseh, vem, da se trudijo, vem, da želijo biti čim boljši, ampak res, kakšne rezultate so na svetovni ravni. Imaš še kakšne, mislim, ambicije v teku, tako rekoč, ok, teh 30 se bo še usmerjal, mislim, bo še delal v tej smeri, Ne. kaj, ali si se naveličal tega? Mislim, lani, ko sem v Splitu odlaufal ta 1,8 pol maraton, pol kak mesec po tistem se mi je pojavila pač ta poškodba, bolečina in ne vem, koliko 2 meseca nisem takrat laufal. Pa sem začel, hodil sem na terapijo, pa sem šel do enega terapevta v Ljubljani, me je vsaj toliko spravil, da sem spet laufal, ampak mene konstantno, ne vem, pol leta, jaz sem bolela noga skozi, ni bilo slabše, ni bilo boljše, na koncu sem bil pač, ok, boli me noga, ampak če ni boljše, ni slabše, naj me boli, ne, jaz sem treniral, pač mi je bilo. Ampak vseeno je, če te skozi nekaj boli, ne, in za tekme mi je padla motivacija in treniral sem še vedno skozi, nisem imel pa nekaj tistega vesela, ja, pa to. In mene je že prej, pred tem, kolega z Maribora večkrat, Domček, kdaj bo šel ti na Hyrox, to moraš ti iti, ne. Pa sem bil ono, pa ne bom Hyroxa spet, ker sem je takrat tisti fitness zameril, sem si mislil, pa kaj bom spet tam sedel, pa tiste kable razvlačil, pa ono. Ne vem, tu me je odbijalo, glih ta fitness, pa res mi je bil ta tek všeč, pa te ambicije, ki sem imel, sem si malo želel se tem približati. No, pa tole, ke me je bolelo, pa me na 2 meseca me želi me konstantno, kdaj bo šel, no, 5 gremo, no, to moraš ti prav. Pol me pa kliče, pa pravi, dej, sem zrihtal, gremo, mi je kar tako rekel, gremo v Birmingham štafeto, saj ne boš šel celo tekmo, samo ti boš dvakrat laufal, pa 2 vaje naredil, pa gremo tekat, smo včasih skupaj trenirali, da se podružimo, pa to, ne, malo. Pa sem imel itak vsega tako dosti, da sem rekel, ajde, pa grem, ne, mislim, saj, če me Nemaš že pa za boli, izgubiti. Ja. ja. In takrat sem jaz pol, je bilo oktober, sem rekel, da grem. Pa sem rekel, malo pa moram potrenirati, zato ne morem kar zdaj grem zraven, pa da mi izpade, da najslabši ono. Pa sem si šel v fitness, pa sem si vzel karto. Ko se je pol, evo, tako sem prišel pa v Hyrox, no. Pa ono malo treniram za to. Mislim, ja, Pa grem evo, domov. tretji šport, pa četrti, peti šport, je že, mislim, pa fuzbal so imeli, plavanje, triatlon, lauf. No, in zdaj pridemo do naslovne teme tega podcasta. Zakaj, tudi en razlog, zakaj imam jaz dom na danes tule, ne? Jaz do pol leta nazaj pojma nisem imel, kaj je to Hyrox. Potem pa kolega Jaz tudi Matej, ja, no, evo, vidiš, so dva že, ne? In kmalu potem, ko si bil ti na tekmi, prvi, drugi, tretji, mi je kolega Matej, ki pač naredil par Ironmanov, pa malo spremlja, z veseljem spremlja Ironman, reče, pošlji mi link do ene tvoje slikce, pa reče, lej ga tega norca, ne, zdaj že triatlonci danes počnejo. In jaz zjam v tisto, ne, in potem malo poklikam, da vidim, kaj je to za božjo voljo za en nov šport, no, ampak
da ne bom jaz kvasov stvari, ki jih ne vem, prosim, Domen, razloži, kaj je ena najbolj vročih stvari na fitness sceni ta trenutek in se ji reče Hyrox. Ja, Hyrox je v bistvu, zdaj ko sem malo spoznal, pa ga malo vem, kaj vem, za kaj se gre, je izpeljanka iz CrossFita, s tem, da so CrossFita ne poznam tukaj, ampak vem, da so tam določen izbor vaje in ti en dan pred tekmo zveš, kaj boš na tekmi imel. Hyrox pa manj je aerobnih teka, je zelo malo pri CrossFitu. Hyrox je pa glih kombinacija vzdržljivosti pa moči, pa tekme so vedno iste, se pravi, vedno imaš kilometer teka, pa 8x kilometer teka, pa po vsakem kilometru teka imaš vaje. Pa vaje so vedno iste teže, pa v istem zaporedju. Tako da Hyrox je sicer ustanovili, so ga v Nemčiji ustanovili, zmislila so si ga dva v Nemčiji, 2017, tako da je par let je že, ampak vmes itak ta korona pa vse, kaj je bilo, ni bilo toliko, zdaj zadnje 2 leti je pa v takem porastu, da glih zadnjič sem gledal en članek, ki je bilo letos v Manchesteru 115% več udeležencev kakor prejšnje leto. Pa tudi tekem je že v ne vem kolikih državah. Po glavnem res je tukaj raste, da imajo tudi te organizatorji malo težave, pa ne dohitevajo z vsem skupaj. Povpraševanjem, hočeš reči. Ja. Zdaj že, ne vem, za par mesecev naprej. Zadnjič so dali tekmo za naslednjo sezono za Birmingham ven, pa so jo v 2 urah razprodali. To je kar norišnica ratala. Drugače pa tako, ja, sam šport je sestavljen, tako kot sem rekel, 8x kilometer teka, pa imaš pa po prvem kilometru, imaš prvo vajo, je 1 kilometer skierg, to je tisto podobno kot veslati, samo da je simulacija teka na smučeh, ja. Potem imaš spet kilometer teka, druga vaja imaš, moraš 50 metrov potiskati sanke. Težene, ja. Obtežene, ja, to je, ne vem, ta za pro kategorijo je to 202 kili so. Pol je pač itak tek, tretja vaja je, ko moraš 50 metrov vleči sanke, tu imaš 153 kil, potem imaš četrto vajo, imaš 80 metrov burpee po skoku, peta vaja imaš kilometer veslača. Bravo, jaz sem že mrtev na tem, ampak govor naprej, ja. Šesto vajo imaš, moraš nositi kettlebelle 200 metrov, v vsaki roki imaš 32-kilogramskega. Farmer zvok, Pol imaš 7. vaja, so izpadni koraki s 30-kilogramskim žakljem. Pol imaš pa še za fini zadnjo vajo, imaš pa 9-kilsko žogo, jo moraš 100-krat vršiti. Jezus. V tarčo, ki je višina košarkarskega koša, ja. Pa imaš pa še 10 metrov, da se do cilja zvališ, pa si. Pobruhaš vse, pa je to. Mislim, 8 kilometrov teka, 8 vaj, ki so vse prej ke lahke, ne, in no, zdaj pa, zdaj mu dal pač trenutek tišine, da vsi računajo, koliko časa bi oni to porabili. Jaz sem zdajle 8 kilometrov teka, odteč recimo v počasi, tako lepo v 53 minutah, hop, ampak v 53 minutah, ne, ali po 54 Domen Dornik naredi vse našteto za božjo voljo, ne. Mislim, to je res. Tu sem z malo lažjimi težami, no. Niso bile prav. Razliko med amatersko in pro kategorijo vam še razložila, ampak vse, mislim, noro, mislim, ti si, zdaj greva nazaj k tem, ko si ti prvič prišel v Birmingham, v tisto štafeto in ti videl to dvorano, pa daj mi razloži, kje teče se malo noter, malo zunaj in pol, tam so valovi, ali kako? Tu so pač te sejemske hale, tu so res ogromne hale v Sloveniji.
ne vem, če dam za primerjavo, kolega je pač hotel to tekmo tudi pripeljati v Slovenijo, Mhm. ampak nimamo sploh Toliko velikih. dvorane, ko ima nek to minimalno kapaciteto, da se tekma izpelje, ker zahtevajo, priporočajo vsaj 10 tisoč kvadratnih metrov. Pri nas pa, kakor mi je rekel, da če daš v Ljubljani obe sejemske dvorane skupaj, je menda 5 ali 6 tisoč dobiš, tako da glih polovico. Um, Ne bo šlo, ne bo šlo. Tam je pa ja. V glavnem laufa se v dvorani naredijo vedno po zunanji strani dvorane, imaš 2 ali pa 3 kroge, pač odvisno, koliko je velika. Not v sredini pa pol postavijo te vaje. Imaš pa za vsako vajo pač svoj prostor in tam to narediš. Pa. Se pravi, lahko je tudi več, čeprav razumem, no, majčkrat sem prebiral uradno spletno stran, ustanovitelja sta tam napisala, da to pa za razliko od CrossFita, ker pač to delajo elitni tekmovalci, a ne, ker pač amaterji tega ne morejo početi, ker bi se vse potrgali pri tistih, bom rekel, pull-upih, pa pri sklecah, pa ne vem čem še vse, Ja. a ne. Medtem ko naj bi bil pa Hyrox za vsako telo, se pravi, vaje so manj tehnično zahtevne, se pravi, se jo lahko poloti vsak, a ne, pač v svojem tempu, in tudi tekme naj bi potekale tako, da je več startov, da se potem ljudje mešajo hitrejši, počasnejši. Kako to zgleda, da bi malo ti razložil? Ja, vaje so res take. Tudi jaz sem to bral, pa tudi ko vidim, so take, da ne zahtevajo zdaj, da bi nucal ti neko tehniko, tako pri nekem olimpijskem dvigu ali pa to, kar imajo tam v CrossFitu. Tako da je dejansko vsak, ko je mal športnika, bo znal to izvedeti, vaja pa je narediti. Tekme so pa, imaš pa ti štarte v valih, ja, štarta jih po 30 ljudi, pa jih spuščajo na 10 minut. Itak sploh tu, ko so age grupi, pa to je pol s časom malo gužve na progi, ampak ne vem, to imajo tako preračunano na vajah, niti enkrat ni, da bi prišel ti na vajo, pa ne bi imel placa ali pa bi bilo ono. Da bi čakal. Res lepo poteka pa vse. Je pa tako, ja, da se štarta po valih, no, ker tu je po 2000 tekmovalcev v enem dnevu in tu je od zjutraj do večera se na 10 minut štarta. Tako da, In kako te sledijo kot tekmovalca, da ti vse narediš tip imaš. pravilno? Ti, ko se prijaviš, dobiš pač številko na roko, pa tako na triatlonu imaš nagležno čip in pa imaš vmes senzorje in vse vidijo. In koliko krogov si odlaufal, ker tam, ko so 3 krogi, no, in tudi mojim kolegom enem se je naredil, je en krog premalo šel, ko se je zaštel nekaj vmes in je dobil 6 minut penaltija. Ni bil diskvalificiran, sam penalti je dobil. Okay. Ja, sam 6 minut na tako tekmo je samomor, ja, gotovo. Kar veliko, ja. Tako da to imajo res dobro naštudirano. Imaš pa potem, tako kot sem rekel, open kategorijo, to, kar sem šel jaz prvič v Frankfurtu, pa pro kategorijo. Tukaj je vse je isto, edino pač na vajah so v open kategoriji so lažje, teže. Ne vem, na žogo ima 6 kilsko, izpadne dela z 20 kilogrami, sanke so pa lažje, ne vem, nekih, recimo, vse teže, če pogledam, je tako 30% lažje, no, je pol tam. Imaš isto zaporedje vaje, 8 kilometrov teka, tako da. Kakšna je, ok, zdaj mi pa razloži. Mislim, kako bi se jaz lotil take tekme, ne, recimo, ta prvi krog bil trimčkov, ja, potem pa vse ostale odhodu, pa so pihal, ker bi ostalo ne mogel početi, ampak povej mi, mislim, kako se pa ti kot zdaj že tekovalec v tem, pa dober tekač, pa tudi človek, ki mu fitness nikoli ni bil tuj, pač loti take tekme. Odlafaš vsak krog na polno, ali malo se šparaš, da na moči daš več, pojma nimam, kako bi se jaz lotil tega, kako se ti lotiš tega? Mislim, jaz sem bil zdaj v Katovicah na Poljskem, sem šel prvič s protežami. Jaz sem pred 2 tekmi naredil v open kategoriji, tam, ko sem bil tudi evropski prvak, pa ko sem rekord naredil. Tako da tukaj mi je bil pol kar mal šok zaradi teh tež, no. Tu vidim, da bom pač ziher nocel, da se malo navadim pa adaptiram na vse skupaj.
Kar se teka tiče, je tempo nek tak, ko ga ne takrat, ker sem bil v najboljši formi, ampak zdaj bi bil tak tempo sposoben recimo na polmaratonu leteti. No. Tak tempo pač tečem na Hyroxu. Je pa res, da zdaj, ko sem malo videl, je ta prvi del tekme je najbolj ključno. Da ne začneš prehiter, da te ne povleče tista skupina pa vse, ampak da te prve vaje so najbolj take, no, ki te lahko prebijejo konkretno. No. Ker meni recimo, jaz sem itak zdaj v Katovicah, ko sem šel, vseeno sem začel malo bolj z rezervo kot tam v Open, ampak jaz, ko sem te samke začel potiskati, to sem še potisnil 50 metrov, sam jaz, ko sem šel ven na tek nazaj, jaz ne znam povedati, jaz, če ne bi bilo onih ograj, jaz sem mislil, da po kolenih laufam, jaz kot da mi je noga odrezal, no. Mrtve mišice, pa prijem pa na ta vlečenje, tukaj je bilo pa konc, ne, tukaj sem videl pa vse zvezde Boga, pa vse. Ampak ja, to mi je všeč, no, tako da, bolj je težko, bolj je fajn. Ampak mora biti tekmovalni naboj, no, da ni ono. Rad imam res to tekmovalnost, pa da se gre na sekunde, pa to. Mislim, očitno, ja, rekel si, koliko tekem si naredil na Open, pa si postavil svetovni rekord v kategoriji 30 do 35, Bog pomagi, noro. To je In to prva ljudje tekma. počnejo že nekaj leta, ne? Tako. Ja, eni so že dolgo, ja. Jaz sem pa to, res je, mislim, v Frankfurtu je fajna proga, ker sta dva kroga na teku, tako da je tekaško hitra, pa tudi vaje noter so bile v redu razporejene. Ampak iskreno nisem pričakoval, mislim, jaz sem imel v glavu, ajde, pod 1 uro bi šel red, 58 minut bom res vesel, ker jaz sem, ne vem, oktober, se pravi, sem začel delati te vaje, ker sem vzel karto v fitnessu. Sam sem prišel v cilj, pa tistih 54, 53 mi pa ni bilo jasno, ne. A je to. Ampak ja, ne, vem, da itak to ni, ker pozna se in tisti fitness, ko sem delal v mladosti in 8 let sem bil vsem profesionalno v triatlonu, od malega plavalc, kakorkoli vse se to pozna. No. In tukaj ne se mi zdi, da sem našel nekaj, kar mi Prav, mislim, res ustreza. Če sem bil v triatlonu vedno najmočnejši, pa v teku vedno mišičast, sem tukaj ta pravi, se mi zdi. mislim, Tukaj ne če, izstopam po če bi postavi. tako, bravo, Domen, mislim, če bi kdo rad videl, kaj ti govoriš, pejte na Instagram, Domen Dornik, odklikajte, pa boste videli zadnje fotke, ne. Kako, če hočete biti definirani, ja, čeprav piše na zadnji spletni strani, to ni šport za tiste, ki bili radi nabildani, to je za lepo atletsko izklesano telo, pa pogledaš Domna Dornika, ki je tam kot, bom rekel, Thor, vsaka mišica sem noro, sploh ne bom govoril, ne? Ampak res noro tisto izgleda, ne? Tam si, bom rekel, v tem času, ko se ukvarjaš zdaj s to disciplino, že pridobo kaj na mišični masi sistematično delaš na tem, da boš močnejši. Ne, da bi šel namensko s kilogrami kaj gor, ni. Imam več kil, ko sem jih imel tisto zadnjo sezono, ko sem lani še laufal, ker normalno itak delam z utežmi pa te vaje. Sem neki ziher dobil gor in zato tudi vem, da ne morem laufati tako dobro, kakor sem. Je sigurno malo, ni veliko slabše, malenkost pa je, ampak ne vem, recimo, že sam način, tudi če ne greš na to tekmo Hyrox, to zdaj pri sebi vidim, je res za enega normalnega, je to lahko en zelo zdrav način treninga, no. Ker vključuje in aerobiko in vaje za moč, ko so z leti starejši, si bolj so pomembne, da jih delaš, no. In tudi jaz sem zdeval pa za glavno cajta za terapije, pa me je noga bolela pol leta skozi, ne. In prav ne morem verjeti, jaz
ko sem začel fitness hoditi, mene po 3-4 tednih, jaz pa do danes nimam več te bolečine. Ne. Prav. Noro. Prej pa še magnetno resonanco, se spomnim, sem šel delati slikat, ker mi ni bilo jasno, kam me tu boli, noben ne ve. Pa dobim domov iz videa, vse v redu. Kako je vse v redu, če mene že pol leta vsaki dan noga boli, ne. Ampak ja, pol vidiš, koliko je res, zato tudi vidim, da kot spremljam tudi atlete, pa to, da je trening moči pa ta res pomemben. No. Pa tudi jaz zdaj ne delam, zato mi tudi se mi zdi ratal všeč, ker ne delam takih vaj, ki sem jih delal takrat v fitnessu, da bi tam sedel pa naredil tistih par ponovitev, pa štrcko po telefonu, ampak je ne ta funkcionalni del, ker veliko delam s svojo težo, itak izvajam te vaje, ki so na tekem, pa če delam z utežmi, delam vse s prostimi utežmi ali pa s kettlebelli, kar je res ful v redu, no, tako. In tudi sam pri teku sem bil res tak izčrpan, ne znam povedati, no. Vse se v redu počutiš pa ono, ampak zdaj mi je čisto drugačno, res, da bolj sem, tako se mi zdi, no. Mož je pa Hyrox, šport za sodobnega pravega moškega, ki je na tem mestu. Ja, kolega Andrej, ki tole gleda in posluša, moče sem pa našla šport za naju, ki ne marajo delati vaj za močke, to je pa dinamično, to pa malo tečeš, malo dviguješ, malo počneš stvari. Zdaj, kako poteka trening? Zdaj na treningu najbrž simuliraš, bom rekel, tekmo ali vaje za moč delaš posebej, pa tečeš posebej, kako to izgleda? Tu se še malo učim pa spoznavam, ampak tudi, ko vidim, kako drugi delajo, pa zdaj to, kar treniram, recimo jaz 2-krat na dan, zjutraj imam vedno tek, laufam še vedno, ajde se res, jaz veliko treniram, ampak laufam še vedno kar dosti, no, tam tedensko delam 100-120, ampak delam 3-krat na teden, delam te vaje za moč, z lastno težo pa nekaj z utežmi, sploh zdaj sem videl, da pač moram tudi z utežmi delati, če hočem boljše tekmovati v pro kategoriji. Pol imam pa 2-krat na teden delam ta ski pa row, delam intervale pač tudi podobno kot na teku, samo manj, pa enkrat na teden naredim Hyrox trening, da so res te vaje vključene s kombinacijo ali s tekom ali pa s temi row, pa da je tako malo bolj visoko intenziven. Pravi, na teden narediš koliko ur treninga? En teden nazaj sem šel gledat, med 15 pa 17 sem zdaj. V redu je. Ampak Eni je. trenirajo za Ironmana, Domen za Hyrox. Ja, zdaj, Tam to je še zmer polovičen delovni čas od triatlona. veste, kje so meje? Kje so meje? Ja, na tisti lestvici sem šel pogledat, si med, rekel, amaterji, če ti rečemo tako, drugi najhitrejši vseh časov, a ne? Pa mislim, da je tam noter, ne vem, koliko zapisal, koliko 10 000 jih je, ampak drugi je tam Domen Dornik, ja, 54, 53, nekaj tasga, Ja. sem prav, ne vem, vrhunski rezultat, pred tabo človek ima pol minute prednosti, ampak zdaj si ti presedlal pa v pro kategorijo. Kako narediš ta preskok? Moraš zaprositi za kakšno licenco ali kako? Ne. Open pa pro lahko imaš age group in lahko tekmuje vsak. Tu se lahko prijaviš, kdor se hoče pač. Imaš pa potem elite, tisti se pa moraš pol uvrstiti, mislim. Imaš 4 major tekme na leto, se pravi, tja noter pridejo tisti, ki se prijavijo v major, vzamejo 15 najboljših po času. Pol pa, če hočeš priti pa na elite 15 na svetovno, ko je enkrat na leto, je pa tako, da moraš biti na teh major tekmah med 3, se pravi, jih pride 12, pa 3 grejo pol po času. Tu sem pač nek cilj si dal, bom rekel, za naslednjo sezono, no. Bi rad res tekmoval ta elite 15, pa da mogoče prijem na svetovno. Sicer je še
Zdaj grem še v aprila na tekmo v Köln, pro kategorijo, pa tukaj bo zmagovalec pro kategorije, dobi še slot za svetovno kaj v Nici junija. Ampak iskreno ne računam na to, no, ker sem videl, da še vse nucam neki treninga za to, ampak so pa Tistih še nekaj 10 možnosti. minut do Hunterja McIntyrja, pa je to, a ne, sej. Ja, ja, Američan. No, ja, menda je najboljši trenutno, no, vsaj na Ja, lestvici je razvpit zelo, ampak mu dihajo za ovratnik. Ja, mu dihajo za ovratnik. Meni tudi v tem športu večen, hitro se razvija. Prihajajo taki mladci, kot si ti. Mislim, zdaj, gotovo si se pogovarjal s drugimi tekmovalci, kakšno ozadje imajo ti. Mislim, to so fitneserji, to so mogoče tudi ljudje, ki so iz kakšnega vztrajnostnega športa kot ti, ali čist na novo. ful je različno. Ne, ta Hunter, recimo, tak je trenutno najboljši, ta je bil prej crossfitter, pa nekaj veslal. Potem ta drugi najboljši, ki je Aleksander Rončević, Avstrijec, ampak ta je bil prej plavalec, pol je tudi neki triatloncev, ful so različno, ampak noben pa ni prav fitneser, vsak je tudi delal nek tak aerobni šport, no, da ima neko podlago tudi glede tega. Je pa kar dosti, tudi ko med amaterji, pa to je kar dosti prije s triatlona, bom rekel, no. Tudi Sebastian Kienle je že tekmoval, je šel tudi na en koliko prav kategorije, šel kar dobro, je šel 1,9. Tako da, Ja, mislim, da sem to nekje ujel, ja, da je pojamral, da tako utrujen, pa še ni bil v življenju. Ja. Ampak 1,9 naj mu bo, ja. Ti si šel 1,4, zdaj moraš priti pod uro, najprej v pro kategoriji, pol pa naprej, ali kako. Mislim, je kar, ok, praviš, a tečeš, ne vem, 3,20 na kilometer, ok, nekaj takega, 25 minut za tisti tek, potem, ok, pomaš pa zavaje še pol urce. Ja, vse vaje so tle nek, ajde tisti farmerski rika kettlebelle nosi še hiter, drugače so pa tle nek cirka 3-4 minute recimo, no, ali pa Katera je 5. najtežja? Katera je tebi najbolj zaguljena? Ja, ne vem, tu, zdaj, ko sem šel v prvo kategorijo, mi je bil največji šok na tem, na vlečenje sank. Prvo sem imel že težave zaradi čevljev, ker so mi na tepihu drseli in nisem imel opore prave. Pa tudi tisti štrik je tak elastičen, preden sploh sanke začnejo, pač da jih ti cukneš, da začnejo iti, že tisti štrik se ne raztegne nikoli, se mi zdi. Pa manjka mi malo moči tukaj. Drugače mi je pa burpee, tam se vsako tekmo vprašam, kam je, pa če bom sploh še peljal naprej. Pa ona zadnja žoge, tisti pa zelo v Katovicah, sem mislil, da jaz v življenju imam tiste žoge, da se 100-krat vrgel gor, pa če crknem tam po tistem. Res. Ampak na koncu vse gre, no. Stisne zobe malo, sam se plažeš, da bo, pa si nek. So pa ja, te burpee, pa tudi z ostalimi, ko govorim, se mi zdi, da je najbolj taka. Ko greš tek burpeev na tek, je ta feeling, ne znam opisati. Po 300-400 metrih tekate, pa preseka, pa si spet dokaj ok, pa gre naprej. Noro, mislim, noro. Kaj lahko dožiš v eni sami uri? Ja, zakaj bi za dolgočasno tekljal, če lahko vmes srečaš stvarnika, pa spoznaš peku in vse ostalo. Mislim, norišnica. Kaj pa zdaj oni prijatelj, ki te je zvabil na prvo tekmo, pravi, ko si tako meteorsko se uspel v tem športu? On je ful vesel, mislim. Tudi jaz sem mu res kar hvaležen, pa vesel, da je toliko cajt vztrajal, pa da me je spravil v to. Kakorkoli vidim, da mi res prvoši. Ja, skupaj treniramo, kačem božja, mislim, super je, no, res. Koliko Slovencev pa se, najbrž ti veš, že ukvarja s to disciplino? Neka točna številka, ne vem, samo vem, da na Dunaju, ko je bilo evropsko,
nas je bilo na štartu 16. Pa tako, ko malo spremljam, pa vidim, se vedno bolj širi, pa postaja zanimivo. Sploh tu v Mariboru je že kar dosti fantov, ki se pripravljajo, so že šli na tekme, pa tudi neki novi, pa tudi tako, ki me sprašujejo, kaj je to, pa za treninge, pa to vse širi, no. In tudi meni je nek cilj, da bi to v Sloveniji malo bolj predstavil, pa nekako mogoče populariziral. Ker je res tako, se pravi, tudi če ne greš, ne rabiš iti na tekmo, že ta način treninga je res tak lahko prijeten, pa jaz bom rekel, ker zdrava rekreacija. No. Ja, škoda, ko se ni kapacitet, da bi to organizirali, se pravi, bo prvo državno prvenstvo moralo biti nekje na tujem, ja, pač Domen ga bo organiziral, pa zmagal, pa ja, potem... To je edini minus, ja, škoda, da res ni neke dvorane, ki bi se dal sigurno to veliko prenese pri poznavnosti, pa da imajo ljudje bližje možnost vi. Drugače so pa tudi v tujini, ne vem, Dunaj, recimo, kar blizu tekma, v Italiji jih je neki, pa tudi, ko se širijo, bo sigurno kakšna zelo blizu. No. Te bomo letos še videli na kakšni tekaški prireditvi, zdaj, ko si tako noter v tem novem športu? Zdaj, da bi imel res prav neko planirano, nimam. Edina, kaj je taka, da vem, če bo zdravje, pa upam, da bojo tudi ostali fanti zdravi, da bi šel na tek trojke z modrimi dirkači. Si že bil, a ne? Si že bil? Ne, Nisi še bil? lani bi mogel biti z Janijem pa s Klemnom v ekipi, ampak sem glih to poškodbo staknil malo prej. Pol tako da je mogel bil enega pa- slabšega poklicati, a ne? Ja. Kobe je res slabše, ja. Hecam se, Primož, pozdrav v Kenijo, seveda. Ja. Tako da bom videl, upam, da se Jani pozdravil, no res me malo smalo tudi s poškodbo letos. Tako da to je taka tekma, ko bom šel za ostale, pa nekaj mislim, da bom sigurno šel, ampak bom res videl, kako bom. Malo bolj mi je prioriteta vsem Hyrox, ampak upam, da spravim. No. Nekaj sem se dogovarjal, mogoče celo, da bi šel tudi na državno Kroslav, če bo čas za Kladivar, tako da. Ja, prid se pokazati malo še fantom, ja, prid se še malo na travo pokazati, ne boš samo v dvoranah. Ej, uro pa pol, dragi Domen, se že druživa, tole je bil fantastičen pogovor, joj, mislim, vedel sem, da si, mislim, zanimiv človek, zdaj vem, da si fantastičen športnik, mislim, kar česarkoli se polotiš, greš do konca in verjamem, da boš ponesel ime Slovenije tudi na področju Hyroxa. Preden sem začela snemati, sva se pogovarjala, da delaš tudi licenco za trenerja tega športa, kaj ne? Ja, zdaj zaključujem licenco za kondicijsko pripravo, zraven pa tudi še zdaj glih ta vikend grem v Nemčijo, bom pa naredil še licenco za trenerja za Hyrox, ja. Tako da željo imam, da bi dal to znanje pa izkušnje, ki sem jo čez celo življenje, čez vse športe dobil tudi naprej ostalim, ki sabo nam nič nesel, bi bil pa vesel, da lahko to predam, pa da ima še kdo drug kaj tudi od tega. Draga publika, ste slišali, v Maribor te boste mogli iti, ja. K Domnu Dorniku se naročiti, sicer bo zaseden človek zdaj, ja, po tem podcastu še bolj za pol leta zabukiran kot trener, ampak ja, Hyrox, ja, je beseda te pomladi, zapomnite si, slišali boste še o tem športu. Jaz ga bom zdaj spremljal, Domen, posebej tebe, no, ja. Hvala lepa. Jaz mislim, da Hunter McIntyre mora iti dol z prestola, da mora priti Tvoj dnjav šesa, jaz sem pa potrudil. Dodo ga bo vrgel dol, ne, če rečemo temu tako. Domen, hvala za tvoj čas, za tvoje, rekel, bogate zgodbe iz tvojih različnih športnih karier. Želim ti predvsem nič poškodb, ja, veliko uspeha, pa rekel, predvsem užitka v tem, kar počneš. Hvala lepa, pa hvala še enkrat za povabilo. Super pogovor.
Hvala ti, bilo mi je v Upam, čast da in se veselje. slišimo, ne? Bova na vezi zdaj pa sploh. Mogoče ti bom na zasebno sporočilo napisal, kako, bom rekel, svoje malo zalito astenično telo spravim v Hyrox formu, ampak to za drugič. Hvala, Domen. Ja, neč Prav. moramo dati drugo sezono, da greš probat, ne? Če ne, se ne bo spravil. A veš, koliko stvari sem jaz že na tem podcastu na glas obljubil, da me potem vlečejo za jezik, in če še to rečem, me bodo, se sploh ne bom upal več na pivo, v lokalno ošterijo, ker bodo vedeli, kaj sem spet rekel, ampak deva reš, da si vzbudil meni tako zanimanje, da bom enkrat tako sam, bom rekel, presep nekje poskusil, kako je preteč 8 km pomes, nekaj malega delati tudi na moči, pa da vidim, če bom pol naslednji. Veš, koliko bolj ti bo pivo na koncu pase, če to naredi. Ubijaš me, Domen, ubijaš me. Hvala, se vse vzmeniva na zasebcih. Lepo se maj. Mene, enako. Čau. Ajde, čau.